In na kaj se doma ogrevate? Na elektriko. Na elektriko. To pomeni električna peč ali toplotna črpalka? V bistvu toplotna črpalka na drva. Vedno več ljudi nas sprašuje, kateri ogrevalni sistem oziroma kateri način ogrevanja je trenutno najbolj aktualen. In na to je dejansko ful težko odgovoriti, ker vidimo, da cene energentov na trgu so zelo nestabilne. Zato bomo danes malo povprašali okoli, na kaj se ljudje ogrevajo, pa kako je mnenje ljudi, kateri način ogrevanja bo v prihodnosti najbolj aktualen. Iz kje ste? Iz Slovenj Gradca. Rimska Toplica. Iz Laškega. Iz okolice Cerkelj na Gorenjskem. Na kaj se ogrevate doma? Na drva. Sekance. V bistvu imamo toplotno črpalko, zrak, voda, zraven pa še kamin. V bistvu nizkotemperaturni sistem, s tem pa tudi kurimo na drva seveda in ogrevamo celo hišo. Tako da kombinirano. No? Kombinacija. Tako. Dobro. Na kaj se ogrevate doma? Na sekance. Na sekance. Kaj pa vi? Isto na sekance. Isto na sekance. Na sekance. Na drvo. Biomasa, drva. Jaz se ogrevam na zemeljski plin. Na kaj se pa vi doma ogrevate? Na palete. Trenutno na olje. Na olje. Ja, pa drva zraven, ne? Drva, olje. Ja. Kombinacija. Kombinacija, ja. Na drva. Zaenkrat na drva. Da imamo drva, pa nadomestna bo pa toplotna črpalka. Na drva. Ja, tudi na drva. Tudi na drva? Ja. Na elektriko. Na elektriko. To pomeni električna peč ali toplotna črpalka? V bistvu toplotna črpalka na drva. Hišo ogrevamo na olje, kurilno. Mi smo se do letos na drva, od letos naprej pa na nafto. Na nafto? Ja. Kako to ste se tako odločili? Ja, imeli smo še zalogo, pa za naprej bomo pa tole porabili, bomo pa verjetno šli na toplotno. Kako? Drva? Drva. Pri nas drva. Imate svoj gost? Ja. Ok, super. Koliko pa pokurite na sezono? Tam 14 do 15 okoljčih metrov. Na kaj, na vodo? Ne, na vodo se ne moreš ogrevati. Da so to peleti. Toplotno. Ja. Jaz imam na primer olje doma. In ne bi zamenil dela za nobeno stvar, zato ker bom hotel drugega narediti, je investicija 10 do 15 tisoč evrov. Kaj ne jaz pri svojih letih, da še vlagam, ne vem, vse je vse v končne pas je tam okoli 1500 evrov na sezono, sem jaz računal vse, pa če imaš na streha, imaš biomaso, mislim tisto palete ali pa elektrarno, pa bilo kaj te jure bo v gride. Mar biti je 200 evrov dražji, 400 evrov je pa klaftra, ne? A v smanarijo nosil kolbajte pa vse skrb, zato da 200 evrov na let prišparov. Se ne splača. Tako da boste na olju ostali? Zaenkrat če sem oščil, pa toliko drago bom dal pa na sončno. Kaj pa mislite tako v prihodnosti, recimo, ne vem, neka bližja prihodnost ali pa tudi daljša prihodnost, kaj mislite, da je najboljši način, da bo najboljši način za ogrevanje? Jaz vsekakor mislim, da je to samo skrba za električne energije in potem ogrevanje preko toplotnih črpalk. Torej elektrarna na strehi pa toplotna črpalka. Ker vse bo se dražilo, plin je problem trenutno, sekance, pelete, onesnažujejo okolje, ampak mislim, da je to prava rešitev, elektrarna soja in pa potem. Meni se zdi, da tako kot kar mi kurma zaenkrat. Na pelete? Ja. Za me na drva, kolesa, ja. Vedno drva? Ja. Kaj pa mislite v prihodnosti, kaj bo najboljši način za ljudi? Jaz bi rekel bolj na biomaso. Drva? Jaz še zmeraj, ja. Jaz bi zmeraj še ustrajal na drva. Ja, sigurno les, zdaj pa peleti, sekanci ali pa polena, ker imamo v Sloveniji dosti gozda, tako da je to prihodnost. Toplotna črpalka. Toplotna črpalka. Ker nima enega dela, nimaš narabiš dimnikarja, nimaš treba ne čistiti, samo na knop pritisniti in šin. Pa je to? Pa servis. Vprašanje, koliko nas bo sploh ostalo, na čemu se bomo greli? Odvisno koliko nas bo. Ja. Sigurno je nekaj takega ekološkega najbolj sprejemljivo. Les, ne vem. Vse ostalo se ne sužuje, nafta, karkoli, ta elektrika, solarno, ne vem. To potegne ogromno enih zadev za sabo. Sicer v Sloveniji gleda, da hoče to zdaj nekje spremeniti, da ne bo več na drva, zdaj, kaj bojo naredili, pa ne vem.
z klasičnimi kotli na drva se ne bi smelo več kuriti. To izključuje oplenjevalne kotle na drva z zalogovnikom. Ja. Z oplenjevalnimi kotli na drva, z zalogovnikom, z hranilnikom toplote se bo smelo ogrevati. Oziroma zato tudi dobiš subvencijo. Kaj mislite glede drv? Drva niso nič sporna, predvsem če so suha. Tudi mokra ne, ampak kaj? Se vam zdi dober način za prihodnost v Sloveniji? Zakaj je bilo do zdaj v redu, zdaj ne bi bilo? Kaj mislite, kateri ogrevalni sistem, kateri način ogrevanja bo v prihodnosti najbolj primeren? Ko se zdaj pogovarjajo, zgleda, da bo samo sonce, ampak ne vem, da bo sonca zmanjkalo. Sonca ne bo zmanjkalo, ne? Ja, da vedno, ne vem, drva kot drva bo vedno ostala, ne? Kaj bo pa naprej, bomo pa videli. Torej, vi za sebe ste rekli, imate namen za naprej narediti toplotno črpalko? Ja, da je alternativa, ne, pač, če ne bo še enkrat drva pripraviti, pač bo pa elektrika, ne, ker jaz mislim, da elektrika bo še zmeraj najcenejši energent, ki ga vsi rabijo. Tako je moje mišljenje. Zakaj tako mislite? Ja, ne vem, tako je, vsi rabijo, vse gre na elektriko. Kaj mislite, da bi jo lahko toliko proizvedli, da bi bila poceni? Ja, lahko bi jo, sam se morajo oni določeni ljudje zaslužkom odpovedati. Pa moja bo še skozi drva ostala, ker ima vsak opcija, da jih najhitreje pa najlažje dobi. Misliš, da bo drva najbolj? Ja. Okay. Pa bo po moja še skozi najbolj dostopna. Drva. Drva? Ja. Zakaj? Ja, zato, ker jih ne bo zmanjkalo. Ne bo jih zmanjkalo? Ja. Ok. Kaj pa, če bi se vsi na drva ogrevali? Pol bi jih zmanjkalo? Se jih pa na novo sprot posaja. Ok, dobro razmišljanje. Kaj pa misliš recimo glede drugih energentov? Ja, tudi mogoče na kakšno alternativne vire energije. Mogoče, sam še vedno bolj presegam na drva. No. Jaz mislim, da zdaj tele paneli. Paneli? Torej elektrarna? Lastna elektrarna, pa da si pol tudi daš toplotno črpalko, pa se ogrevaš na to. Težko reči, lahko da bo sončna, lahko da bo vodik, lahko da bo les še naprej. Jaz sicer imam sončno elektrarno, sam se zdaj ne bom menil ogrevanja, ker sem pač veliko ložil, 2 objekta ogrevamo na sekance in je uredno. Poceni, zelo poceni. Zdaj glede na to, da ima Slovenija kar dosti gozda. Ja, bo to mislim, da bo kar, da bo to sekanci bojo tam, ko je lahko, sprav korišča za več hiš skupaj, to je bilo primerno naselja, bi lahko uporabljali odpadni les. Ja. Kaj pa mislite glede elektrarne na strehi, pa toplotne črpalke? Tudi to špila, ampak za 2 sistema je brez veze investirati. Pa bo je pravi opcija paletika, elektrika, ker glede na to, da so vse tudi dražine, elektrika dosti draga, da bomo. Ja, treba iti naprej, a ne z tehnologijo. Tudi vem, da je vedno bolj popularno, tudi konec koncev sonce imamo. V tem ne vidim prihodnosti. Aha, zakaj ne? Zato, ker jaz mislim, da preveč drvimo, če lahko tako rečem, v te elektrike, ker na dolgi rok, v bistvu, glede na razgradnjo pa na tega, tu me je moj strah. Kakaj je tu? Prihodnost jaz tu ne vidim. Mislite, da ni infrastrukture dovolj močne? Mislite, da bo preveč porabe elektrike? To je prvo, infrastruktura, pa tudi glede onesnaževanja, se tudi elektrika, ko bo treba to vse nekam shranjevati, pa je tudi veliko onesnaževanje. Bomo videli? Ja, težko predvideti, je pa res, da če gledamo bolj na dolgo, tu jaz mislim, da bo postala potežava. Zato jaz nisem na meni kako optimist elektrike. Bomo videli. Bi pa bili vsi radi moderni, to pa res. Ja. Vsi strmimo k temu, to je res. Zelo težko je predvideti, bomo videli, kaj se bo dogajalo. Tako da, ok, hvala lepa.